Obisk predsednika državnega sveta Lojza Kovšce s sodelavci se je začel na sedežih Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj. Goste so v Premogovniku Velenje sprejeli poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne in predsednik nadzornega sveta magister Marko Štrigl, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar, v Termoelektrarni Šoštanj pa direktor Mitja Tašler. Vesel sem, da je v premogovniški regiji dovolj posluha za prepoznavanje potencialov dolgoletne krepitve rudarskega znanja, kadrov in tehnologije. Čeprav se rudniki zapirajo, je v svetu dovolj novih priložnosti za nadaljnji razvoj in prenos tega slovenskega premogovniškega bogastva, je po obisku dejal predsednik državnega sveta Lojz Kovšca. Izvoz znanja je pravzaprav največji potencial v prihodnosti in verjamem, da bo z vizijo in s cilji, ki so mi jih predstavili na srečanju v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj, takšno razmišljanje lahko tudi udejanjeno. Seveda pa se bo morala pri tem aktivneje vključiti tudi država z resornimi inštitucijami. Proces uvedbe pokrajin, ki ga koordinira državni svet, se približuje sklepni fazi in prav uvedba nove Saša pokrajine lahko pomeni nov korak v pravo smer uresničitve te enkratne priložnosti. Poslovni direktor Holdinga Slovenske elektrarne magister Marko Štrigl je poudaril, da v okviru skupine danes proizvedemo več kot 65% vse električne energije v Sloveniji. Njihova strategija je, da tudi v prihodnje ostanejo ključni steber oskrbe z električno energijo v državi. Verjamejo namreč, da bo v javni razpravi o zapiranju premogovnika na podlagi njihovih argumentov sprejeta odločitev, ki bo za Slovenijo optimalna, tako z vidika zelenega prehoda, kakor tudi z vidika zanesljive oskrbe z električno energijo. Poslovodstvo Premogovnika Velenje je predsedniku državnega sveta predstavilo trenutno situacijo, v kateri se nahaja Premogovnik Velenje, povezano s problematiko prestrukturiranja in zapiranja premogovnika. Generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer je povedal, da ne glede na to, katera letnica za prenehanje rabe premoga bo sprejeta v nacionalni strategiji za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, se moramo zavedati, da Premogovnik Velenje potrebuje minimalno 15 let, da lahko uspešno sanira in zapre premogovnik. Skupaj z lastnikom bodo iskali primerne rešitve, ki bodo sprejemljive za vse strani in bodo vključevale socialni dialog ter pravičen prehod v brezogljično družbo. Direktor družbe Premogovnika Velenje Aleš Logar pa je dodal, da poslovodstvo Premogovnika Velenje skupaj s strokovnimi službami aktivno pripravlja dokumentacijo, ki jo je potrebno oddati za podaljšanje koncesije za pridobivanje premoga v Šaleški dolini, ki poteče januarja prihodnje leto. Predstavniki državnega sveta so obiskali tudi Termoelektrarno Šoštanj, kjer jih je sprejel direktor Mitja Tašler. Ob obisku je dejal, da tako v Termoelektrarni Šoštanj kot tudi v Premogovniku Velenje intenzivno delajo na razvoju in iskanju novih tehnologij, ki bodo omogočale ohranitev energetske lokacije in strokovnega znanja. Verjamejo, da je cilj strategije v Šaleški regiji, elektrarni, premogovniku in njunim zaposlenim v prihodnjih letih v največji meri omogočiti nadaljnji razvoj ter podporni okvir, ki bo zagotovil pravičen, ekonomsko vzdržen in socialno uravnotežen prehod. V nadaljevanju obiska se je predsednik državnega sveta Lojz Kovšca sestal tudi s predsednikom Obrtne zbornice Slovenije Brankom Mehom, ki mu je podrobneje predstavil položaj obrtnikov v regiji, kjer deluje več kot 900 članov, skupaj 5000 zaposlenimi, in opisal njihove težave, ki jih pestijo zaradi prizadetosti med epidemijo in seveda, kaj lahko zanje pomeni napovedano zapiranje delovanja gospodarskih velikanov v regiji. Delovni obisk so predstavniki državnega sveta sklenili v domu upokojencev Polzela, kjer si je predsednik Kovšca ogledal dom, srečal z oskrbovanci ter prisluhnil direktorici doma Evi Lenko o nujnosti vlaganj v infrastrukturo, zagotavljanju dodatnih postelj in medicinskih kadrov, ob tem pa je direktorica še izpostavila, da so prav takšni že izvedeni ukrepi konkretno pripomogli, da so se kot dom lahko uspešneje soočali z epidemijo novega koronavirusa.